Yeah, exactly. Now it's started to record. Thank you. Recording. Now I should share the screen. Share. Yes, we can see it now. You can see that, okay. No, še enkrat vas lepo pozdravljam. Povedal sem, da sem profesor na Univerzi v Novi Gorici, torej na Poslovno-tehniški fakulteti in fakulteti za znanosti o okolju. In danes bom poskušal reči nekaj več luči na en znan pojem, o katerem se vsi pogovarjamo, to je krožno gospodarstvo. Še prej pa je moja dolžnost, da vam pokažem to pravno obvestilo, kar je bilo navodilo organizatorja, ki ga najbrž že poznate in ste ga videli tudi pri drugih mojih predhodnikih oziroma drugih predavateljih. O tem nimam kaj dodati, vse piše, tako da bi se raje osredotočil na to, kar nas zanima. In to je krožno gospodarstvo. To je v zadnjih letih izpostavljeni koncept za prehod iz linearne v trajnostno družbo, ki ga promovira evropska politika, veliko nacionalnih oblasti, agencij, nevladnih organizacij, tudi celo mnoga podjetja po vsem svetu. Vendar se koncept krožnega gospodarstva v Evropi, razen na deklarativni ravni, počasi uveljavlja v praksi, kar ugotavlja tudi Evropska komisija. To ugotavlja nazadnje pri predstavitvi novega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo v marcu 2020. In zato se zdi, da obstajata dva pomembna razloga. Države članice po eni strani pri harmonizaciji evropske strategije pozabljajo celovitost koncepta krožnega gospodarstva in na svojo vlogo pri tem, ter vso breme uspešnosti naložijo podjetjem, sektorjem v duhu industrijske ekologije. Namreč pri top-down transkripciji evropske strategije je premalo poudarjeno, da vsako podjetje deluje v neki lokalni skupnosti, to pri nas pomeni v Sloveniji občine, ker nimamo druge ravni lokalne samouprave, ki je v naravni vlogi stratega in izvajalca celovitega koncepta krožnega gospodarstva na svojem teritoriju, kar bom pokazal v nadaljevanju. No, drugi razlog, ki verjetno pogojuje prvega, pa je sposobnost občin, da z omejenimi človeškimi in finančnimi viri polnokrvno odigrajo svoje edinstveno in odgovorno poslanstvo. Pri tem so posamezni sektorji različno pomemben del lokalne ekonomije in imajo večje ali manjše endogene in imajo vpliv na večje ali manjše endogene potencial za razcvet krožnega gospodarstva, jasno. Z analitičnega vidika hitrejšo implementacijo krožnega gospodarstva zavira površna, nesistematična in velikokrat tudi pristranska razlaga koncepta. Na tem mestu je vredno omeniti industrijsko ekologijo, saj v veliki meri podcenjujoče obravnavanje krožnega gospodarstva izhaja iz enačenja teh dveh področij oziroma teh dveh pojmov. Razumevanje krožnega gospodarstva večinoma temelji na ocenjevanju osnovnih in energijskih tokov proizvodno-potrošniškega sistema. Zakaj? Se ga načrtujejo tisti, ki ga tudi implementirajo in ga s tem po definiciji kontaminirajo s svojimi interesnimi težnjami. Poskusov celovitih znanstvenih pristopov k opredelitvi kompleksnega koncepta krožnega gospodarstva ni na pretek. Najpogosteje se ga raziskovalci lotevajo z vidika ekoekonomije na mikro-makro ravni, ekoučinkovitosti in industrijske ekologije. Pomembno pa je, da pri načrtovanju in implementaciji krožnega gospodarstva na nekem
teritoriju, je potrebno zajeti politiko, ekonomski, okoljski in socialni vidik ter napredovanje tehnologije in izobraževanja. Kljub trudu se zdi, da je to še pretežka naloga, saj v branju dokumentov in razlag koncepta krožnega gospodarstva največkrat dobimo vtis, da gre za industrijsko ekologijo v službi dviga globalne konkurenčnosti poslovnih sistemov, pri čemer se družbeno-socialna dimenzija upraviči kvečjemu z delovnimi mesti in informiranostjo potrošnika. Pa naj na tem mestu v enem stavku poskušam obrazložiti, kaj je trajnost, o katerem se vsi ves čas pogovarjamo. Trajnost je zaenkrat neko neznano stanje, ki ga želimo doseči in v katerem bo časovna komponenta nepomembna. To pomeni, da antropološki vplivi na okolje, na ekonomijo, tudi na družbeno-socialne vplive bodo lahko trajali neskončno dolgo, brez da bi pri tem prizadeli stanje, ki ga želimo. Morda to najbolje razumemo v smislu okoljskih vplivov, kar bi pomenilo, da lahko človek črpa vire in onesnažuje okolje neskončno dolgo, brez da bi pri tem prizadel zmožnost regeneracije našega planeta. Vendar to počnemo ravno in dostikrat takrat, oziroma vse tri dimenzije zajemamo takrat, ko nam to več ali manj ustreza. Ko nam ne ustreza, največkrat trpi narava. Posledice čutimo predvsem zaradi antropološkega vpliva vsi, nekatere so že dokazane, za nekatere špekuliramo vplive. Problem pa je, da ne poznamo odziva našega planeta. Ne vemo, kakšna je njegova sposobnost akumulacije antropoloških vplivov, preden bo, da rečem, udaril nazaj. In tu ne gre zgolj za okoljske vidike, gre tudi za, da rečemo, ekonomske učinke v smislu globalizacije in deglobalizacije in gre tudi za družbeno-socialne učinke. Vse poglejte, če ne drugo, seljenje ljudi v zadnjih nekaj 10 letih močno vpliva na družbeno-socialno sliko tudi v razvitih deželah. Kako merimo? No, in dajmo zdaj pogledati tale naravni vpliv, zelo na hitro. Merimo ga lahko na več načinov. Eden od bolj uveljavljenih, ki ga tudi spremlja, globalna nevladna organizacija Global Footprint Network, je primerjava ekološkega vtisa, torej antropološkega vpliva na okolje in biokapaciteto, torej sposobnost našega planeta, našega okolja za regeneracijo. Ker so morali kvantificirati vse te vplive na skupni imenovalec, in seveda kapaciteto, so ta skupni imenovalec našli v globalnem hektarju, kjer je uteženo sešteta vsa površina našega planeta. Seveda imajo večjo utež bolj rodovitna območja, manjše utež ima seveda kakšna Antarktika, oceani imajo manjšo utež, vendar ne nič, zato ker lahko po oceanih tudi potujemo, v oceanih je tudi hrana, morebiti tudi energija, ki jo bomo morda v bodoče lahko bolj učinkovito črpali. No in kaj kaže to dolgoletno spremljanje, primerjava teh dveh kazalnikov? Na eni strani vidimo zeleno črto, ki kaže biokapaciteto našega planeta, deljeno torej na vsakega prebivalca. Vidimo, da pada. Seveda je tu vpliv naraščanja števila prebivalcev na našem planetu brez dvoma močan, vendar se izkaže, da je tudi naš antropološki
vpliv na okolje vseeno večji. In meja overshoota, kot pravijo, ali pa prevzpona, torej, ko smo začeli bolj obremenjevati naš planet, kot se je on sposoben regenerirati, je bila že daljnega, če pogledamo tukaj leta 1970. In od leta 1970 naprej mi potrebujemo več kot en naš planet, eno našo zemljo za zadovoljevanje naših potreb. Seveda, bomo rekli, sej, naš planet se še ni sesul. Zakaj? Težava je, da delamo škodo našim zanamcem, in druga težava, bolj dokazljiva oziroma bolj takoj pokazljiva, je, da nekateri že živimo na račun drugih. Recimo Slovenija. Slovenija ima biokapaciteto približno nekaj čez 2 globalna hektarja na osebo. Naše obremenjevanje s črpanjem virov in z odpadki, s tem, da govorim tukaj o emisijah trdih, kapljevitih, plinastih odpadkov, je pa krat faktor 2,5 do 3. V Ameriki seveda je še huje in v vseh razvitih deželah zahodnih je približno tako. Razen redkih izjem, recimo Švedska, ki je naravno bogata dežela, vidite, kje ima biokapaciteto pri 13 globalnih hektarjih, v primerjavi s slovenskimi 2 in nekaj. Madagaskar, ki mu biokapaciteta pada, pa ne zaradi večanja prebivalcev, ampak zaradi črpanja okolja, ampak še vedno je tisti, ki nekako drži to krhko pozitivno bilanco, da še lahko vsi nekako bivamo na tem našem planetu. Kaj torej storiti? Pokazali smo zgolj to, da nikakor nismo zdajle v času, kjer bi lahko časovno komponento odpisali vse z vidika okoljskih vplivov, antropoloških, torej vplivov človeka. Kaj pa ostali, ki so pomembni, ki smo jih omenili? Torej, ekonomski, družbeno-socialni. Ta materija je zato relativno kompleksna, ker je meja med temi učinki nejasna. Dostikrat nejasna, dostikrat pa tudi napačno interpretirana. Zato jih je težko včasih družbeno-socialne učinke ločiti od ekonomskih, tam, kjer govorimo o dodani vrednosti, ali je to zdaj dodana vrednost v narodno-gospodarskem smislu, ali dodana vrednost v smislu kapitalskega dobička, ali recimo okoljskih, kaj pomeni kakovost bivanja, ali je to bolj stvar narave, ali bolj tega, kakšna stanovanja imamo, kakšna igrišča imamo, ali imamo glasbeno šolo v dosegu in tako naprej. In je torej potrebno biti pazljiv, ker nobeden od učinkov te tridimenzionalnosti krožnega gospodarstva ne nastane izolirano, brez rokov in posledic. Naj vas ne skrbi, ker je tole relativno metafizično bilo povedano do sedaj, čeprav z konkretnimi, zaskrbljujočimi podatki. Definiramo krožno gospodarstvo tako, da bomo pri tem, da bo slika kristalno jasna. Skratka, mi želimo priti v stanje trajnosti. Ne, da želimo, to je naša nuja. Naša nuja človeštva je, da pridemo v stanje trajnosti, ki pa ga je težko definirati danes in tukaj. Zato nadomestimo to s trajnostnim razvojem, ki je pa proces, ni stanje, ampak je proces, torej je pot v stanje trajnosti z robnimi pogoji, ki bodo obstali takrat, ko bo trajnost dosežena. Krožno gospodarstvo pa ne more biti nič drugega kot točka v tej poti. Torej, krožno gospodarstvo znotraj tega poskuša v okviru tehničnih, zakonodajno-pravnih in političnih možnosti
dosegati dosegljive materializirane vmesne postaje na tej poti z ozirom na stopnjo razvoja, to pomeni in tehnološkega, in družbeno-normativnega, in političnega, brez da pomika meje percepcije tega, kar naj bi trajnost bila. Skratka, mi si danes ne moremo predstavljati trajnosti, ker ne vemo, kakšno bo. In zato ne moremo danes zagotovo reči, to je rešitev v stanju trajnosti. Kot, recimo, naj povem konkreten primer, električni avtomobili bodo rešitev za mobilnost v stanju trajnosti. Ne vemo, morda bo, tehnologija, tudi percepcija naša, ljudje še tega vedno ne uporabljajo, večinoma je takšna, da danes to zagotovo ne moremo trditi. Lahko pa zagotovo trdimo, da v zdajšnjih pogojih stopnje razvoja krožno gospodarstvo je trajnostni razvoj tukaj in zdaj. Danes moramo izvajati krožno gospodarstvo, da bomo na trajnostni poti, in če to implicira tudi lastnosti trajnostnega razvoja, pomeni, da krožno gospodarstvo mora biti tudi tridimenzionalno. Skratka, mora zadoščati okoljskim, ekonomskim in družbeno-socialnim kriterijem. Krožno gospodarstvo je torej določeno z območjem učinkov in z deležniki, ki te učinke proizvajajo in zaznavajo. In seveda, zdaj prijemo do enega občutljivega področja, so pri tem tudi gospodarski subjekti v območju pomembni deležniki in imajo pomemben vpliv na uspešnost krožnega gospodarstva. Brez dvoma pa, oziroma še zdaleč pa ne edine. Zato lahko pribijemo, da uspešnost krožnega gospodarstva ne temelji na kapitalskem, ampak na narodno-gospodarskem dobičku. Če temelji na kapitalskem, je naša smer odmaknjena od stanja trajnosti. Izključno kapitalskem, seveda. Torej, in kaj je narodno-gospodarski dobiček? To so multiplikativni trajnostni učinki na okolje, kjer se izvaja, in na ljudi, ki so vključeni vanj. In ko razumemo enkrat sicer pomembno, a ne ekskluzivno vlogo gospodarstva, konceptu krožnega gospodarstva, lahko vidimo pomanjkljivost v, na primer, recikliranju kot tako izpostavljenem ukrepu krožnega gospodarstva ali pa celo edinem procesu v okviru krožnega gospodarstva v nacionalnih in evropskih dokumentih. Ali celo pretirano zagnanost pri podeljevanju nagrad podjetjem za najbolj krožno gospodarstvo. In tu lahko ponovim, da se pogosto mešata koncepta industrijske ekologije, to je veda, ki je stara že več desetletij in se ukvarja s procesi in podprocesi v proizvodnem procesu, v tovarni, kjer nekateri ljudje so zaposleni, ne pa vsi. In so tisti 8 ur pod učinki te tovarne, ostalih del svojega življenja pa ne. In pri industrijski ekologiji podjetje zaradi pritiska družbe in iskanja konkurenčnosti stremijo k zmanjševanju vpliva na okolje, vključno s transformacijo linearnih v krožne proizvodne podprocese, z zmanjševanjem end-to-pipe emisije in tako naprej, in konceptom krožnega gospodarstva, ki ni in ne more biti izpolnjen zgolj v okviru gospodarske dejavnosti, izdelka, subjekta, embalaže ali sektorja. To je sicer navidezno drzna trditev, predvsem v aktualnem družbeno-ekonomskem sistemu, vendar ni tako heretično, kot se zdi. Podjetja, ki so vključena v krožno gospodarstvo, ki se vključijo v krožno gospodarstvo na nekem območju, še vedno poslujejo po načelu kapitalskega dobička, seveda. Ja. In pa simbioza z lokalno skupnostjo daje podlago za večji vpliv na svoje poslovanje, pomoč lokalne skupnosti v težjih, recimo nedavnih epidemioloških oziroma še aktualnih razmerah,
ki pa je od globalnega trga ne morejo pričakovati ravno obratno. Seveda, v normalnih razmerah, kjer ni tako vrstnih vplivov, se zato podjetja ne rada ali pa vedno preračunavajo, ali se jim splača vključiti v neko krožno gospodarstvo, ali se jim ne splača, ne? Ker pač delujejo po principu kapitalskega dobička. Vendar več in več primerov dobre prakse in enega na koncu bom pokazal tudi v tej predstavitvi, kaže na to, da so koristi večje od, da rečem, morebiti zmanjšanega, pa tudi ne nujno dobička. Je pa seveda osnovni pogoj, da se pravilno razumemo, da je krožno gospodarstvo, če želi biti trajnostno, tudi finančno vzdržno in samozadostno. Nobena tehnologija, nobeno družbeno-socialni odnos ne more biti trajnosten, če je odvisen od nekih zunanjih vplivov. Krožno gospodarstvo pri tem ne stremi k čim večjemu finančnemu dobičku, ampak čim večji vključenosti lokalnih deležnikov in virov, ne glede na to, da najbrž velikokrat niso najcenejši. Globalni trg vpliva na krožno gospodarstvo zgolj kot pri oblikovanju končne cene, ker produkti, ki nastanejo in se ne porabijo v območju krožnega gospodarstva, je seveda potrebno prodati in na finančno vzdržen način. Krožno gospodarstvo izkazuje narodno-gospodarski dobiček z neposrednim in posrednim izboljšanjem družbeno-socialnih razmer. Več posla imajo, torej, da tako ilustriram, več posla imajo lokalna podjetja, več lokalnih prebivalcev je zaposlenih, več denarja zadržijo doma, več denarja gre tudi v proračun lokalne skupnosti in v zviševanje kakovosti bivanja. Naj vas ne moti lokalna skupnost, ker tudi po samem konceptu trajnostnega razvoja je to proces, ki je bottom-up, torej ki mora potekati od spodaj navzgor. In v številnih državah, kjer so to bolj zavzeto implementirali kot v Sloveniji, se je izkazalo to kot uspešno. Učinki krožnega gospodarstva se pri implementaciji prepletajo. Se ekološki, ekonomski in družbeno-socialni vidiki prepletajo in tega ne more, kot je favorizirano in pokazal bom tudi v smernicah EU, vsega tega nositi nek sektor ali neka tovarna ali še manj kakšen produkt. Zato širok spekter učinkov in presnova krožnega gospodarstva neizogibno vodita do sklepa, da so naravne strategije in izvajalci v Sloveniji lokalne skupnosti, v bistvu vse povsod, tu v Sloveniji občine, vendar v partnerskem odnosu z državo, ki mora zagotoviti zakonodajno-pravne in finančne pogoje. In seveda ustrezno strategijo, da lahko to tudi izvajajo. Kako to počne Evropa? Na naslednji sliki imate suho navedene sklepe oziroma neke povzetke iz zadnjega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, sem že prej omenil 2020. Kasneje so izdali še akcijski načrt za posamezne sektorje, recimo za gradbeništvo, in to so dokumenti, ki jih sprejme Svet Evrope. Torej se strinjajo vse države članice in veste, Evropska unija kot taka je eden od vlečnih konjev, lahko rečemo brez trojice dvoma, na poti v trajnostno družbo. Nekateri temu pravijo zeleno, sonaravno, nizkoogljično, brezogljična neumnost, ker potem bi hitro pomrli, če bi bila brezogljična družba. Mi zaradi ogljika sploh obstajamo na tem planetu.
No, in ta akcijski načrt je Evropa kot aktualno razumevanje krožnega gospodarstva predstavila kot del industrijske strategije EU, industrija 4.0. Z ukrepi, s katerimi bi trajnostni izdelki postali spet izdelki pravil v EU, in potem se namežljivo dodajo, da bi s tem okrepili vlogo informiranja potrošnikov. Skratka, ljudje imajo, torej ta družbeno-socialni vpliv na sam proces nam ostane v bistvu, nam kot potrošniku, imenuje nas potrošnik, ne državljan, ne ta strateški dokument, ne občan, kakorkoli, torej, da smo informirani o tem, kako bi to izvedli. Pri svojih sklepih Svet Evropske unije poudarja vpliv industrije, tehnologije, sektorjev na globalno biokapaciteto, kar je brez dvoma res, ter pomen preoblikovanja proizvodnih procesov. Ampak to je brez dvoma res, vendar je to ne krožno gospodarstvo, ampak kot smo prej povedali, in je zdaj šlo iz glave, industrijska ekologija. Na srečo ostajajo priprta vrata. Saj hkrati v tej strategiji Svet Evrope poudarja, da imajo mesta in regije pionirsko vlogo pri prehodu, to je citat, ne moremo na krožno gospodarstvo priti, torej pri prehodu v krožno gospodarstvo in delujejo kot vozlišča za preusmerjanje v krožnost. Vse popolnoma lahko strinjamo s tem, vendar žalosti tole, da smo leta 2021 preveč pod vplivom interesov neželenih sprememb v potrošniško-gospodarski družbi na račun recimo kapitalskega profita, da bi lahko večji korak stopili naprej. Ampak nekateri so. Torej, poglejmo vitalno vlogo mest in regij, kot jo imenuje Svet Evrope, na primeru dobre prakse pri implementaciji celovitega koncepta krožnega gospodarstva v občini Kočevje. Občina Kočevje preko svoje javne gospodarske družbe, to je Komunala Kočevje, ustanovila gospodarsko družbo Kočevski les d.o.o. Torej je to sicer gospodarska družba, ampak 100% javni lasti, kar zagotavlja, da stremi k narodno-gospodarskemu dobičku, torej javno dobro. In ustanovljena je bila z namenom, da vpelje koncept in koordinira krožno gospodarstvo na teritoriju občine. Analiza delovanja Kočevskega lesa, torej kot koordinatorja po našem vedenju edinega celovitega koncepta krožnega gospodarstva v Sloveniji, je v 5 letih delovanja pokazala mnoge te pozitivne učinke, kot vidite, finančno vzdržno poslovanje, to je pogoj za kakršnokoli gospodarsko družbo, tudi takšno, ki koordinira krožno gospodarstvo, koristi za občinski proračun, finančno vzdržno poslovanje, kar sem že omenil, torej boljše poslovanje lokalnih skupnosti, boljše poslovanje vključenih deležnikov, ki morajo biti lokalne, razen v izrednih primerih, ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest, informiranje, vključevanje lokalnega prebivalstva ter boljše in trajnostno izkoriščanje lokalnih potencialov. Kaj to pomeni v številkah? Kaj se zreducira to v številkah? Kočevski les mora delovati na način, da maksimizira prihodke v občinski proračun. Torej ne, da maksimizira dobiček, ampak da maksimizira čim večji prispevek v občinski proračun. In seveda tudi z drugimi, to je ekonomski učinek, in seveda z drugimi učinki. Kočevski les je med leti 2016 in 2019 z občinski proračun prispeval skoraj 1,5 milijon evrov,
od česar je občina namenila 300.000 evrov razvojnih sredstev, torej mu jih je vrnila kot njegov lastnik in upravnik. Ostalo v občinskem proračunu je pa več kot 1.100.000 evrov, ki jih je občina porabila za neprofitabilne investicije, za bolj zdravo, prijetno in kakovostno bivanje svojih občanov. Bodisi naj bodo to pločniki, ali naj bodo to igrišča, ali knjižnica. Skratka, v te namene je dobila sveži denar. Kje pa poleg tega Kočevski les danes zagotavlja skoraj 50, oziroma že več kot 50 neposrednih zelenih delovnih mest, od tega 4 neposredno v svojem podjetju, ostali pa v lokalnih podjetjih, ki so se priključili krožnemu gospodarstvu v občini Kočevje in na ta način povečali svojo proizvodnjo, s tem tudi dobiček, morali so zaposliti več ljudi, ker so imeli več dela in tako naprej. Glede na povprečne plače v gozdarstvu leta 2017, ko smo tole analizo, ker kasnejših podatkov ni delali, je bila letna vrednost novih delovnih mest okoli 870.000 bruto, nekaj manj kot 600.000 evrov neto. Torej, teh 600.000 evrov neto, kolikor je dodana vrednost, so ti prebivalci občine Kočevje, ki so zaposleni na novo zaradi peljave celovitega koncepta krožnega gospodarstva, seveda porabili večinoma v lokalnih trgovinah, pri lokalnih obrtnikih, ki niso vključeni v krožno gospodarstvo in tako naprej. Razlika med bruto in neto pa kaj je dobila država, torej ima tudi država koristi od uspešnega delovanja krožnega gospodarstva. In ne samo neposredno, razlika bruto neto. Poleg neposrednih finančnih koristi so merljive tudi posredne koristi. Samo z naslova, recimo, nadomestila za brezposelnost je nižanje brezposelnosti zaradi implementacije krožnega gospodarstva v letih 2016 do 2019 prineslo nekaj več kot 400.000 evrov prihrankov državni blagajni. Lahko rečemo, da je to malo, ampak po drugi strani lahko tudi rečemo, da je to ena izmed 212 občin, ki je lahko svetel zgled za tudi druge in se bo teh 400.000 evrov lahko množilo oziroma multipliciralo večkrat. Če zaključim. Primer implementacije celovitega koncepta krožnega gospodarstva v občini Kočevje pokaže, da lahko lokalna oblast, ne glede na omejene vire, smelo in premišljeno politiko zasnuje in izvaja krožno gospodarstvo. In to z vsemi pozitivnimi učinki na ljudi, okolje in gospodarstvo. Kje je to država? Država v primeru občine Kočevje, rečem tako, ni ovirala občine Kočevje pri implementaciji tega koncepta. Upajmo, da se uči, upajmo, da bo primer dobre prakse, ki je zdaj že več kot 5 let star, rečem, marketinško ponudila tudi drugim občinam, ker vsaka občina ima neke endogene razvojne cilje, neke potenciale, ki jih lahko brez dvoma izkoristi za to, da dvigne kakovost bivanja na svojem območju. Tukaj imate eno slikico v Kočevju, zadnja, vsaj ne čisto zadnja, pridobitev iz začetka leta, večgeneracijsko igrišče, kjer so postavili in uredili prostor, kjer se lahko družijo starejši in mlajši, popolnoma neprofitabilna investicija. Ampak občina ima denar za tovrstne investicije in jih tudi izvaja. Kaj so še lahko posledice? Kako se še v občini Kočevje kažejo? Življenjski standard se viša. Vidimo, da je brezposelnost v Kočevju ne zgolj zaradi krožnega gospodarstva, ampak generalno
padlo z vrha upravnih enot, kar je bila 5-6 let nazaj situacija. Seveda pa izvajajo tudi druge aktivnosti, večjo prepoznavnost kočevskega lesa, razmah ekoturizma, imamo recimo vsakoletni festival lesa, ki je že tradicionalni v Kočevju. Izvedli so parkirišče za avtodome, staro stavbo so v skladu z smernicami za varovanje kulturne naravne dediščine preuredili v hostel, pri umanjkanju seveda prenočitvenih kapacitet, ki se pa z razmahom ekoturizma zahtevajo. Ne nazadnje, pa morda vam to je še najbolj znano, povečalo se je zanimanje za prihod investitorjev, najbrž ste slišali za globalnega giganta japonskega na področju robotike Iskawa, ki je prišel, zgradil prvo tovarno in načrtuje še fazo 2 in faza 3, ki so tudi skozi ta vidik, da bojo delovali v trajnostno naravnanem okolju, da bojo uporabljali zeleno energijo za recimo ogrevanje, tudi velik del električne energije, s tem lahko z marketingom povišali svojo konkurenčnost, pa zaradi mene tudi na globalnem trgu. Korist od tega, delovna mesta in vse ostalo, kar pride s takim gigantom, tudi želja ostalih investitorjev, da bi bili blizu Iskawe, in torej že polna industrijska cona, je pa tisto, kar je korist za občino Kočevje. In če tu končamo in se spomnimo na začetek, je krožno gospodarstvo s tem sklenjeno. In mora biti, ker mora teči krog neskončno dolgo, kot smo povedali v trajnosti. Torej čas, da neke aktivnosti postane v tistem stanju nepomembne. Ne govorim, da je to že stanje v Kočevju, ampak so na pravi poti in uravnotežena skrb za vse 3 dimenzije trajnosti. Da je krožnemu gospodarstvu na območju Kočevja potrebne značilnosti trajnostnega razvoja. Seveda za zadostne pogoje pa bo potrebno v sami Sloveniji storiti tudi kaj na višjem nivoju. Jaz upam, da je bilo vse približno bistro, bilo je brez dvoma drugače, kot slišite o krožnem gospodarstvu običajno, kjer se hitro vse zreducira med odpadke, pač takšne stvari, ki so mimogrede pomembne v samem krožnem gospodarstvu, nikakor pa ne najpomembnejše. Najpomembnejše so te 3 dimenzije izpolnjene in zadoščene, o katerih sem govoril danes. Hvala lepa, prosim za kakršnakoli vprašanja, za pozornost seveda se vam lepo zahvaljujem. Nehal bom deliti ta zaslon in če je karkoli za vprašati, bi prosim za vprašanje. Upam, da lahko govorite, a mi kdo pokaže svoj glas, saj tudi če ne vprašam nič, da slišim, ali lahko sploh govorite, ali sem vas zaprl. Aha, torej lahko. No, glejte, sej, če ni vprašanj, tudi moj mail je bil na koncu, če ga želite oziroma bo dosegljiv, prosim, brez nadaljnjega, brez zadržkov, to je pomembna tema in o tem se bom v bodočnosti še ne jaz, ampak vsi, naša družba, še zelo pogovarjali.
Če ni nobenega vprašanja, bi se vam še enkrat zahvalil za pozornost. Najbrž sem zadnji danes. Hašem je odšel. Jaz sem moderator in bom potem zaključil to seanso, če ni drugače. Hvala lepa vsem. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.